Dolimita. Lepo pozdravljeni, biatlon in alpsko smučanje v spredju danes. Mikaela Šiferin je zdržala pod pritiskom, odpihnila konkurenco v slalomu in še tretjič postala olimpijska prvakinja. Le dva smučarja imata več olimpijskih naslovov od Američanke. Slovenke se niso izkazale, govorili bomo tudi o tem, zakaj je bilo toliko nekonkurenčnih Slovenk na startu. Smučarke je v Cortini spremljal Igor Tominec. Živijo, Igor. Živijo, lepo zdrav. Tomaž Langerholz pa je med biatlonci v Anterselvi, kjer so Slovenke zgrešile kupico strelov na štafetni tekmi. Živijo, Tomaž. Živijo, lep pozdrav. Moje ime je Luka Petrič. Zimske olimpijske igre. Ok, Igor, gremo najprej k smučarkam in k Mikaeli Šiferin. Veliko pritiska, velikokrat je spodletelo na olimpijskih igrah, ampak tokrat je v slogu tekem svetovnega pokala tudi v tej sezoni povsem prevladovala in z naskokom dobila slalom, ne? Ja, saj to je zelo relativno, da je velikokrat spodletelo. Ima 3 zlate medalje na olimpijskih igrah, tako da ima v svoji karieri praktično vse, kar se da. Lahko bi končala že pred temi igrami, lahko danes ali jutri objavi konec kariere. Je popolna smučarka, je največji talent, najbrž, ki je kdaj nastopal v ženskem svetovnem pokalu. Ampak se je začel nek urok, ja, to je taka naša bolj publicistična izmišljotina. Psihični pritisk jo je zdela in to se je zgodilo najprej na prejšnjih igrah v Pekingu, kjer smo sicer pred igrami razmišljali, da bo na tistem agresivnem kitajskem snegu, samem umetnem snegu, ker igre na Kitajskem so bile v bistvu na območju, oziroma alpsko smučanje je bilo na območju, kjer nikoli ne sneži. Na umetnem snegu je pač grabila smučka tako kot na tem agresivnem ameriškem snegu in smo računali, da bi to Američanki pač moralo ustrezati, ampak potem se je najprej zgodil en odstop, pa potem še drugi odstop. Na obeh tekmah v tehničnih disciplinah je odstopila in na koncu se je začel ta pritisk samo še stopnjevati in potem je nerazumljivo slabo odpeljala slalom za kombinacijo na teh olimpijskih igrah, bila še vedno razglašena na veleslalomski tekmi in seveda smo potem z nestrpnostjo gledali, kako bo na tem slalomu, ampak lotili so se pravilno, vsa ekipa je stala za njo, so jo pomirili, so dobro delali, so upravili nekaj kvalitetnih treningov, da je spet dobila samozavest in pomagal je psiholog, ki je bil z njo na olimpijskih igrah in na koncu takšna tekmovalka, ki je iz šampionskega testa, je spet prišla na prave tirnice, ampak vedno vidimo, da ni nekega pravila, če si ti izdelan šampion in imaš dolga leta tekmovalne kariere za sabo, ni pravila, da boš psihično močnejši, kot je denimo bila v Sočiju, ko je bila stara 18 let, popolna mladinka in je osvojila zlato medaljo v slalomu po tistem načelu, saj kaj pa otroci vedo, kaj delajo. In zdaj je bilo težje. Videli smo tudi pri Ilki, bolj zrela leta, težje je bilo na velikem tekmovanju. Da ne govorimo o Leni Dir na današnjem slalomu, ki je pač odstopila na samem začetku in pokazala, da je psihični pritisk tudi pri zrelih letih 34 jih šteje velik. Na drugi strani imaš recimo na moški strani mladega Italijana Franconija, ki je bil izredno razbremenjen kljub svoji mladosti, osvajal v letošnji sezoni že pred olimpijskimi igrami sijajne rezultate, zmagal v Kitzbühelu in tukaj olimpijska medalja in včasih celo mladi smučarji bolje prenašajo pritisk tisti izkušenci svetovnega pokala oziroma svetovne konkurence. Zanimivo res, ja, kako vse skupaj dojemamo. Šiferinova zdaj 3-krat olimpijska prvakinja, več zlatih medalj imata v alpskem smučanju samo Četil Ondrej Omot in Janica Kostelić. Se pa spomnim, kako je velikokrat prišla na olimpijske igre kot favoritinja, denimo v Pjongčangu, ko je potem v slalomu osvojila 4. mesto, pa omenil si Peking, pa 2 odstopa tako v veleslalomu kot v slalomu, pa na teh igrah si tudi povedal,
ko je bila v vlogi favoritinje, pa ji ni uspelo. Ne. Na koncu pa tekmovalka, ki ima največ zmag v svetovnem pokalu, zdaj tudi ena najuspešnejših smučark na olimpijskih igrah. Po koncu slaloma se je z njo pogovarjala Anja Hlače-Ferjančič. Michaela, I heard that you couldn't really sleep tonight. So when did you realize that you're not dreaming, but that you're an Olympic champion? I don't know if that's really something I realized yet. It's tough to process these moments and actually like what that even means. I never figured out how to process that. But today, and this, like, I came here for the skiing. I came here for the turns between the start and the finish, and it has been a really big effort from my whole team to do the right preparation and work on everything with the equipment and the surface and the course settings and all of these things, and to show up together today so that I could do 2 runs of 47-ish seconds. It's a long time to spend energy during a day where you only actually get less than 2 minutes of work. That's crazy sometimes to think about. So I'm really grateful that we did the right mentality and the right moments together. Michaela Schifrin, olimpijska prvakinja, je razložila, da danes ni mogla spati. V prejšnjih intervjujih je povedala, da se je zbudila ob 1:30 zjutraj in premlevala, kaj vse jo čaka, da se je potem skušala zbrati. Njena ekipa je garala za ta uspeh. Pravi sama, da je v bistvu težko razumeti, koliko dela je za tem, da 2-krat smučaš 47 sekund in si potem najboljši, da je enostavno to zelo težko opisati. Sama tudi težko dojema, da je že olimpijska prvakinja. Pravi, da bo še nekaj časa potrebovala, da bo dejansko dojela. To je bila Michaela Schifrin, nekaj besed pa Igor o Leni Dir. Nemka je bila tako v veleslalomu kot v slalomu druga po prvi vožnji, pa ostala praznih rok, omenil si v slalomu, je celo zapela prvi količek v drugi vožnji. A se spomniš, da bi se kdaj to zgodilo na največjih tekmah? Spomnim se, da se je to zgodilo, ne vem pa, če na največjih tekmah. Vem, da je Rainer Schemfelder, avstrijski slalomist, ki so ga klicali koroški rajski ptič zaradi svojih čudnih pokrival, enkrat odstopil pri prvih vratih. Ne vem, a je bilo to v Schladmingu ali nekje druge. In spomnim se tudi Juliena Lizeruja, ki je se pa narobe odrinil že iz startne hišice. Ne vem, palice so se mu nekako zapičile preveč v to gumo ali sneg in je naredil salto iz startne hišice ven. In to je še meni danes najbolj atraktiven posnetek, če ga kdaj na YouTubeu za nazaj pogledam, v zgodovini alpskega smučanja. Julien Lizeru iz slalomske startne hišice, ko se mu je popolnoma ponesrečilo. Bilo je že ničkoliko primerov, ko so odstopili pri prvih vratih, ampak se enostavno zgodi, ker moramo vedeti, da smučar, ko odpelje ta kol, on v bistvu s pogledom in z mislimi ni pri tem kolu. Smučarka je bila najbrž pri drugih, tretjih vratih, ko je zapela prvi količek. Enostavno gledajo po progi naprej in se zdi, kot da je ta prvi zavoj že odpeljan ali pa katerikoli zavoj na progi, ker vedno gledajo nekoliko vnaprej, ne vem, tako kot pač tudi motociklisti, ki, ne vem, ko izhajajo iz ovinka, gledajo daleč naprej po progi. Skratka, potem se pa to zgodi in še olimpijski pritisk doda svoje, tako da smučka gre nekaj centimetrov drugje, kot bi drugače po neki inerciji, po nekem dolgoletnem natreniranem pravilu šla. In potem odstopi. Lena Dir ima res to smolo, da se je ničkolikokrat že to zgodilo in potem mislim, da je samo še vsakič slabše, ker potem premišljuješ, zakaj sem ravno jaz tista, ki vedno se mi to nekaj zgodi, ker praviloma, kadar je v svetovnem pokalu vodila po prvi vožnji, je potem popolnoma zakockala finalno vožnjo. Tudi na teh igrah na veleslalomu je bilo podobno. V svetovnem pokalu ima sicer 2 zmagi, ampak že kar dolgo nazaj, sicer ima pa obilico drugih mest, ravno nekako zato, ker se ji vedno nekaj malega zalomi. Ima pa tudi medalje že z velikih tekmovanj, pa z nemško ekipo na ekipni tekmi, tako da vseeno, ko bo konec kariere, bo lahko
zadovoljstvom vseeno gledala na svojo kariero. Zagotovo pa zdaj ima to smolo, da bomo naslednjih 20 let govorili v naših oddajah o tem, da je to tista Nemka, ki je povozila prvi količek na olimpijski tekmi. Ja, omenil si to podobnost med avtomobilisti in smučarji. Oboji iščejo najhitrejšo pot skozi ovinke, najkrajšo linijo, tudi da ohranjajo hitrosti za nadaljevanje proge. Nekdo, ki ima pa zelo rad hitre avtomobile, pa je Domen Prevc, ki je bil v Cortini na tekmi. Takole je pa odgovoril na vprašanje, zakaj se je odločil ostati še nekaj dni na olimpijskih igrah. Mislim, jaz če prišel domov tudi ne počival. Tako da v bistvu mogoče sem tle, da to doživim te olimpijske igre, tako se zagre, sem se pa odločil, da to bi tako najbolj, kar lahko naredim. In sploh se ne imam en kup dejavnikov, en kup stvari, ker sem jaz, cel ta scenarij, ki sem ga prvič predstavljal, sem bil tako, pisal se to pa dober. In dejansko meni je še veliko bolje, kad je bil prvi vtis, prva moja reakcija in kako se stvari odvijajo, ker Cortina je le nadgradnja predaca in da ne bi doživel te nadgradnje, mi je bilo sigurno žal in nekako se mi zdi, da mogoče glih to videti druge športnike, gledati, opazovati, najdeš še kakšno inspiracijo, navdušenje, tudi pri sebi najdeš še kakšno nadgradnje, kar lahko vse narediš in se mi zdi, da bo to kar koristilo meni v prihodnje. Daljši pogovor z Domnom Prevcem v drugi polovici naše spletne izdaje Dolimite za tiste, ki nas poslušate kot podcast prek kanala Šport 202. Igor, slovenski skopiček pa skromen, edina med 30, Ana Bucik-Jogan, njen trener Aleš Valenti pa pravi, da precej bolje smuča na treningih. Ani se današnji nastop ne v prvi vožnji, ne v drugi vožnji absolutno ni posrečil. Vem, da si je želela več, ampak današnja njena predstava absolutno ni bila dovolj. Zakaj? Dobro vprašanje. Ana smuča na treningih v redu, še na ogrevalki smuča v redu. Kaj se zgodi na štartu oziroma tudi vzdušje na štartu je v redu, je sproščeno, se pripravi, se sfokusira. Ampak ko da tekmovalec palice čez štartno rampico in se potem spusti, so pa čisto drugačna čustva, misli in žal je tukaj tekmovalec sam. Igor, to so bile njene zadnje olimpijske igre, ni se išlo. Se je pa športna javnost spraševala, zakaj so bile zraven smučarke, ki sicer ne tekmujejo ali pa zelo redko tekmujejo na najvišji ravni, Nika Tomšič, Katarina Sinigo in Lila Lapajne. Od te trojice ima točke v svetovnem pokalu le Nika Tomšič, skupaj 8. Kako to, da so se uvrstile na olimpijske igre? Ja, to je takšna bolj logistična zgodba. Tudi sam sem govoril z vodstvom slovenske reprezentance pred igrami in sem rekel, da bom v bistvu v svojih prispevkih moral omeniti, da zdaj pošiljate na olimpijske igre tekmovalke, ki si tega ne zaslužijo in da je to slabo za šport in je slabo tudi zanje. Kajti, če greš na olimpijske igre in še nisi na tem nivoju tekmovanja, potem drugega tam ne moreš doživeti kot to, da te konkurenca prehiteva z ogromno razliko in za veliko sekund. Ampak potem nekako sem dobil obrazložitev, ki do neke mere pije vodo, ker Cortina je res v neposredni bližini Slovenije. In te tekmovalke, ki so jih na koncu odpeljali na olimpijske igre in so pač nadomestile tiste, ki so doma poškodovane v bolniški postelji, oziroma to je zdaj že malo prehud izraz, zdaj so vse že v resnem procesu terapij in treningov, da naberejo nazaj svojo moč in tehniko. Skratka, te tekmovalke, ki so jih uvrstili na olimpijske igre namesto tistih, ki so poškodovane, so tu zato, ker se je potem tudi povečala kvota osebja, ki ga ima slovenska reprezentanca lahko potem na terenu. In v bistvu so tehničarke reševale reprezentance v hitrih disciplinah, kajti smukači in smukačica bolj potrebuje
osebje na vsakem odseku tekme, ker vemo, da se snema celotna proga, sicer tudi s pomočjo drugih reprezentanc, ampak čim bolje imeti čim več svojih informacij in čim več svojih posnetkov, pa na igrah tako ali tako moraš imeti tudi fizioterapeuta, doktorja in vse to. In če bi mi na igre odšli s 4 alpskimi smučarji, ne vem zdaj na pamet koliko, ampak potem bi dobesedno smukači mogoče na progi lahko bili z enim trenerjem, pa mogoče še fizioterapeutom v cilju. In na tak način se na največjih tekmovanjih ne da nastopati, ta logistika pač zahteva svoje v alpskem smučanju. In potem so te tekmovalke, ki praviloma niti še točke evropskega pokala nimajo, pripeljali na olimpijske igre. Dobile so izkušnjo, konec koncev tako malo imamo v slovenskem smučanju, da na koncu si rečeš, dobro, do Cortine je od slovenske meje res samo kakšne 3 ure vožnje, naj jih peljejo, naj si naberejo. Lila Lapanja, ki je iz ameriške reprezentance prestopila v slovensko, je to naredila točno z mislijo, da nastopi enkrat v življenju na olimpijskih igrah, ker skozi ameriško sito se nikoli ne bi uvrstila. Zdaj pa je nastopila na olimpijskih igrah in lahko si predstavljamo, ona bo po karieri skoraj zanesljivo živela v Ameriki, živijo v prekrasnem kraju ob jezeru Tahoe in pač kamorkoli v Združenih državah pošleš prošnjo za službo ali kaj podobnega, če ti v življenjepisu piše, da si nastopil na olimpijskih igrah, to je v Ameriki, mislim, da še vsaj 3-krat tako pomembno kot recimo pri nas v Sloveniji ali pa v Evropi. Skratka, to je bil njen motiv. Mlada Zamejka Katerina Sinigoj je nastopila zato, ker mislim, da bo vendarle v naslednjih letih še stopnjevala svoje rezultate in bi lahko postala slovenska reprezentantka s točkami svetovnega pokala. Tudi edina od teh, ki bi po mojih osebnih kriterijih vsaj delno zadovoljila oziroma upravičila svoj nastop, pa je Nika Tomšič, ki je v tej sezoni prvič osvojila točke svetovnega pokala. Za 23. mesto v Flahavu je osvojila teh 8 točk, ki si jih omenil. Skratka, če je prišla vsaj do točk svetovnega pokala, potem na nek način lahko rečeš, ok, glede na to, da je konkurenca na olimpijskih igrah manjša, zato ker so lahko samo 4 Švicarke, samo 4 Avstrijke, samo 4 Američanke in tako naprej, potem je neka možnost, da bi se uvrstila kaj boljše. No, vseeno se ni približala rezultatu iz Flahava. Kakorkoli že, to je taka dolga zgodba, naj si poslušalci mislijo o njej kakorkoli želijo. Veliko sem pa slišal iz trenerskih vrst ali pa tudi teh strokovnjakov, bivših smučarjev, ki so mi rekli, to je degradacija športa, če voziš kar nekoga na olimpijske igre, to nikamor ne pelje, to ni dobro, ne za športnice, ne za šport in potem padajo vsi kriteriji in potem res ne vem, zakaj se bodo v prihodnosti še borile. Je pa ena sama resnica, če bi te igre bile v Pekingu, potem bi bilo vse skupaj veliko bolj zapleteno, logistika, dražje bi bilo vse skupaj in jih ne bi bilo na olimpijskih igrah. Ker je pa to tako blizu Slovenije, so pa pač bile in v tem je pač vsa skrivnost tega. Težava pri tem argumentu, da potrebujejo več podpornega kadra, torej tudi za hitre discipline, mi je edino to, da tudi v marsikaterem drugem športu si predstavljam, da bi potrebovali kakšnega dodatnega v strokovnem štabu, pa se niso tega šli. Ja, pač izkoristili so možnost, ki jo pravila pač dopuščajo. Te tekmovalke imajo dovolj FIS točk, dovolj dobre točke, da so bile lahko. Recimo v moškem slalomu se je pa prizadeval Žan Kranjec, pa mu ni uspelo popraviti FIS točk do te mere, da bi lahko nastopil na slalomu, predvsem z mislijo, da bi s Hrobotom skupaj tekmovala v kombinaciji. Tudi mladinec Miha Osorban ni uspel, tako da ja,
Po eni strani so pa vsaj tiste minimalne FIS kriterije zadovoljile, čeprav so se res na koncu na rezultatski lestvici uvrstile, večina od njih že bolj tam v kategoriji eksotin. Alpskih smučark in alpskih smučarjev na teh igrah ne bomo več videli, ženski slalom, zadnja disciplina sporeda, bosta pa še dve biatlonski preizkušnji, predzadnja je bila ženska štafeta, strelski nastop Slovenk pa je bil precej skromen. Tule je Polona Klemenčič, ki bi imela zadnjo slovensko predajo in zgrešila 7 od 8 tarč. Ne vem, res ne vem, kaj je šlo narobe. Jaz sem prišla, se postavila, streljala, v bistvu, ko sem videla, da ne padajo, mi ni bilo nič jasen, sem popravljala položaj, čakala, ampak ja, žal niso padali, tako da sem mogla 4-krat v kazenski krog in mi je res žal, zato ker sem v bistvu pokvarila rezultat, ampak ja, žal tako je. Tomaž, razpoloženje v slovenskem taboru? Ja, v bistvu Slovenija ni bila vroč kandidat za kakšno odličje, ampak na koncu sicer čakamo seveda še z nestrpnostjo nastop Jakova Faka v petek, ampak treba je priznati, da smo predvsem od Anamarije Lampič pričakovali več, ampak ob vseh težavah, ki jih je imela skozi letošnjo sezono, bolezen, COVID, potem še bolečine v križu in včeraj nam je Anamarija Lampič po tekmi dejala, ko bi vi vedeli, kako se mučim na stezi. In ko jo človek gleda v lanski sezoni, bi te punce, ki so bile v tistem trenutku z njo na progi, ja, v nekaj metrih bi jim Anamarija pobegnila. Zdaj pa Anamarija ni v tistem položaju, da bi lahko tako bežala. Nenazadnje pa se je vse skupaj začelo rušiti z slabimi strelskimi nastopi leže. Anamarija je imela od začetka, ko je začela po Pekingu z biatlonom in ko je Rico Gross na začetku dejal, da ne bo trenirala streljanja stoje, da se najprej pripravi na streljanje leže, ampak bila je že kar solidna v leže, streljanje leže, no stoje pa vse skozi težave in v našem taboru pa tudi navijači, mislim, da so vse skozi čakali in verjeli, da bi morda prav na olimpijskih igrah v Anterselvi prišel tisti dan, ko bi Anamarija na sprintu, to je njena verjetno najmočnejša disciplina, ustrelila vseh 5 tarč, tako kot jih je včeraj v streljanju, v prvem streljanju in potem z nekaj sreče, morda da bi padla da ne bi padla le ena tarča, potem pa bi bila seveda s tisto hitrostjo, ki jo je imela kandidatka za odličje, ampak žal na teh igrah definitivno za slovensko reprezentanco najbolj boleč del streljanje. Servis so imeli naši, vsaj tako so nam tekmovalke in tekmovalci se skozi zagotavljali, da imajo izvrstno pripravljene smuči in to se lahko vidi tudi po časih teka. Včeraj je Slovenija bila 7. najhitrejša, če vsa dekleta sešteješ, Slovenija je bila 7. najhitrejša, veliko težav pa torej na streljanju. Na koncu najboljše, Francozinje odlično tekmo so imele, kljub temu, da so tako kot v moški štafeti Francozi imeli težave s prvo predajo, pozneje so se hitro odlepile do lepe prednosti in jo z lahkoto zadržale. Nekaj besed o francoski prevladi na teh igrah. Francoski biatlonci so osvojili krepko več kot polovico vseh francoskih medalj na teh igrah. To je bila 10. francoska medalja v biatlonu, Francozi pa jih imajo na celotnih igrah 17. Ja, 5 zlatih, 3 srebrne, 2 bronaste. Camille Benet je začela včeraj v prvi predaji in ko je krenila v kazenski krog streljanje stoje, je predala francoska reprezentanca šele na 16. mestu, 55 sekund zadaj. No, ampak ko imaš potem pa ti v drugi predaji Lou Jean Monod,
ki je bila z naskokom najhitrejša. Tekmovalka, ki je edina za krog potrebovala manj kot 7 minut, potem pa se lahko stvari začnejo odvijati na tvoj mlin, voda začne teči na tvoj mlin. Lužan Monod se je približala, Océane Michelon naredila svoje, potem pa še Julia Simon. V bistvu te 3 tekmovalke so potem v nadaljevanju, ko se je tekma razpletala, zgrešile zgolj še 3-krat. Torej, 3 popravne strele so imele, Jeanne Monodjeva 2, pa je bila z naskokom najhitrejša, že v prvem strelskem postanku leže, potem Michelonova samo 1-krat, no, za konec pa Julia Simon, tekmovalka, o kateri smo veliko govorili med temi igrami, vemo, kaj se je pripetilo, ampak res v vodstvu francoske zveze so dobro vedeli, kdo je Julia Simon in dali so ji samo 3-mesečno prepoved, lahko bi jo dobila daljšo, pa je ne bi bilo tu in prepričan sem, da potem tudi ne bi bilo teh 10 odličij, kolikor jih imajo v tem trenutku Francozi. Slovenska reprezentanca bo imela še Jakova Faka na tekmah s skupinskim startom. Govorili smo že včeraj, da sta Miha Dovžan in Polona Klemenčič med rezervami, ampak redko se sploh na olimpijskih igrah zgodi, da dobijo rezerve priložnosti na tekmi s skupinskim startom. Lahko Jakov Fak preseneti v petek? Definitivno. Ne nazadnje, Jakov Fak je svetovni prvak iz Kontiolahtija leta 2015. Jakov Fak je 4. na olimpijskih igrah v Sočiju 2014. V Vancouveru, kjer je nastopal še za reprezentanco Hrvaške, je bil 9. Ima pa tudi zmago iz svetovnega pokala iz Hanti-Mansijska 2015. Torej, Jakov Fak tudi po tekmi štafet je dejal, da čuti, da napreduje, da je predvsem v zadnjem krogu bil že na boljšem tekaškem nivoju, kot je bil večji del sezone je bil na bolniški, ampak na začetku. In če bo Jakov Fak zadel 19 ali ko bi le uspel zadeti vseh 20 tarč, potem bo Jakov Fak definitivno zelo, zelo visoko. No, ko pa si že prej dejal o Poloni Klemenčič, druga rezerva je, tudi sama je dejala, da seveda mora počakati do sobote dopoldan, kajti sicer petek zvečer bodo reprezentance podale spisek, ali so vsi nekako pripravljeni. Vemo, v nemški reprezentanci je bilo nekaj težav z zdravjem, naj bi se dekleta zastrupila s hrano. Sicer danes so nastopile zelo dobro, bile 4., blizu odličja, ampak tudi Polona Klemenčič nam je včeraj dejala, da sicer ne pričakuje, da bi prišlo do kakršnekoli odpovedi. Na tekmah svetovnega pokala je temu večkrat tako, da nekdo pač ne pride na start. Svetovna prvenstva že manj, na olimpijskih igrah vemo, na 4 leta. V biatlonu so svetovna prvenstva vsako leto, razen v letu, ko so olimpijske igre, tako da mislim, da vendarle res ne gre pričakovati. Predvsem pa je Poloni Klemenčič žal nam tudi vsem skupaj za vse zgrešene strele stoje na teh igrah, kajti definitivno bi bila med 30-terico najboljših, da je imela samo 1 ali 2 manj zgrešena strela. Preden končamo tole debato, še nekaj v hokeju. Tole sicer snemamo, preden je konec vseh četrtfinalnih tekem. So se pa kot prvi v polfinale uvrstili Slovaki, morda presenečenje tega olimpijskega turnirja, presenečenje že prejšnjega olimpijskega turnirja. Si se kaj med slovaškimi novinarji pogovarjal, torej v biatlonskih krogih, o njihovi reprezentanci. Spet so se torej uvrstili, tako kot v Pekingu, ko so bili bronasti, med najboljše 4 na olimpijskih igrah. Ja, vsekakor. Imel sem nekajkrat kar občutek, kot da so kazensko na biatlonu ti slovaški novinarji, kajti vsi bi želeli biti v Milanu, ko igra slovaška reprezentanca. In navdušenje neizmerno. In že po tistem, ko so osvojili prvo mesto pred Finsko in Švedsko, so nam zatrjevali, da ko so odhajali na igre, so pričakovali, da bodo 3. in da bodo
poizkušali v četrtfinale priti skozi ta dodatni obračun. Potem pa so bili prvi in vse skupaj se je razpletlo tako, da so za tekmeca dobili Nemčijo. Ampak jasno, Nemčija z Dreisaitlom in še nekaterimi igralci ni reprezentanca, o kateri bi govoril, ja, bomo gladko zmagali. In Slovaki so res demolirali na začetku. Neverjetno, Nemci popolnoma nemočni, bilo je 4-0, 5-1, na koncu 6-2 in Slovaki so res navdušeni. Imajo pa kompaktno reprezentanco, verjetno vendarle prvi zvezdnik te reprezentance Juraj Slavkovski, prvi nabor po tistih igrah v Pekingu, kjer je bil izbran za najboljšega posameznika. In če govorimo o tem hokejskem turnirju, definitivno najbolj presenetljivi, dobri nastopi so reprezentance Slovaške. Če vemo, da ima Kanada, Združene države Amerike, Švedska kompletno reprezentanco iz lige NHL, da pri Fincih le en hokejist ne prihaja z lige NHL, Slovaki pa nekako nekaj je, seveda vrhunskih igralcev tudi z lige NHL, ampak zelo, zelo kompaktni in res prijetno presenečenje in verjamem, da lahko osvojijo odličje. Hvala lepa, Tomaž, hvala lepa tudi tebi, Igor. Srečno pot domov z olimpijskih iger, oddaja Do limita, pa še naprej vsak dan teh iger z vami v etru Vala 202 in tudi kot podcast prek kanala Šport 202. 12. tekmovalni dan je sicer postregel še z 2 16 mestoma za slovensko odpravo, in sicer v tekaških ekipnih sprintih, tako v moški kot v ženski konkurenci. 13. dan pa prinaša ekipni sprint za nordijske kombinatorce, začetek ob 10. oglašanja tudi na Valu 202. Zimske olimpijske igre. Drugo polovico spletne izdaje Do limita začenjamo kot vsak dan pred krožnikom. Danes bo zadišalo po morju, potopili se bomo v Buzaro, ta priljubljena jed je spomenik skromnih priobalnih kuhinj v Italiji. Tokrat jo je za nas skuhala Neža Borkovič. Mimo grede. Na olimpijskih igrah. Okusi Italije v Sloveniji. V velikem loncu že cvrči sesekljan česen, dodamo školjke, škampe ali katere druge morske sadeže, jih na hitro podušimo in po želji dodamo paradižnikovo mezgo. Zalijemo s suhim vinom, popestrimo z drobtinami in peteršiljem in, kot bi rekli Italijani, eto, pripravili smo buzaro. Jaz moram priznati, da ko pride pa do buzare, pa kakršnekoli različice že, je to pač ena mojih najljubših jedi. Mislim, da bi jo lahko tudi vsak drugi dan postavila na krožnik. Kakšni ljubitelj buzare ste vi? Ja, jaz sem zelo ljubitelj buzare, zaradi tega, ker imajo tudi naši otroci ful radi. In delamo kar vse možne stvari buzare, od škampov do klapovic, do kozic, kar je eno. Tudi Luka Košir, lastnik in glavni kuhar družinske restauracije Grič, bi se strinjal, da je kompliciranje pri tej minimalistični jedi odveč. Fajn je, ker buzara dosti enostavna za pripraviti. Ne rabiš lih nekega hudega znanja, pa zmeri skoraj se odraža v zelo dobrem produktu na koncu, razen če res fejs zafrknemo. In kaj potem lahko zafrknemo? Ali da ne uporabiš dobrega vina pri izdelavi, ali da se ti kakšno od surovin zažge, da nisi dobro predvidel, koliko časa se bi osnovna surovina pač lahko kuhala v buzari. Zmeri mislim, da je treba sprot pripraviti, ne naprej naštimati. Pa če že uporabljamo kakšne osnove, s katero pač pol buzaro malo razširimo, da ni to samo vino, je fino, da imate eno ribjo juho pripravljeno, ker tist pol naredi piko na i. Ja, izbor vina je pomemben. Čeprav mnogi mislijo, da se rdeča različica pripravlja z rdečim vinom, to ne drži. Tako bela kot rdeča buzara nastajata z belim vinom. Razlika je le v dodatku paradižnika.
Luka Košir prisega na suha, sveža vina in poudarja, da z Malvazijo preprosto ne moremo zgrešiti. Zdaj pa verjetno se bo kdo kaj drugače okoli tega rekel, ja, se je tudi dober, lahko davate tudi unga, ni važno. Važno, da bo vam všeč, ko ste zase skuhali. Okusi Italije v Sloveniji. Čeprav si jed zelo radi lastijo naši južni sosedje, geografsko poreklo ni povsem znano. Vsekakor pa ime izvira iz italijanščine, saj se je kotličku, v katerem so v času Beneške republike na barkah pripravljali to omako, prav tako reklo buzara. Ja, verjetno je iz italijanske kulinarike ta zadeva prišla. Tudi zaradi tega, ker se pri buzari dostikrat uporablja kakšne testenine, še pol naknadno. Sam jaz še zmeraj ne rajš buzara pol s kruhom pojem. Sicer predjed z dodatkom testenin ali riža zlahka postane tudi glavna jed. No, brskanje po spletu pa me je pripeljalo do še ene zanimive razlage. Jed bi lahko ime dobila tudi kot izpeljanka italijanske besede za laž ali prevaro. Bugiarda, saj so ribiči iz poceni ostankov rib ustvarili zelo okusno jed. Ampak pri preprostih, zelo okusnih jedeh je šef Luka Košir jasen. Tam se vse začne pri kvaliteti in zmeri vse jedi, ki jih pripravljamo, bi mogli biti na tak način pripravljene, brez da kjer kaj prevaramo. Danes se namesto drobirja in očesu komaj vidnih rakcev v buzari znajdejo precej bolj prestižne sestavine. Od školjk do škampov, najrazličnejših školjk, no so tudi mušule, dondole, vongole, kaneštrele, kakšne velike pesante oziroma te Jakobove pokrvače je malo nepraktično, tam moramo biti že malo bolj majster ali pa si logistično pripraviti surovine, na kakšen način bomo to naredili. In ker vsi poznamo klasičen kulinarični greh, ko morske sadeže posujemo s parmezanom, me je zanimalo, če lahko to pravilo kdaj vendarle prekršimo. Jaz ne, nikoli. Kdaj delamo kakšne izvedbe, kjer so školjke ali pa kakšne stvari gratinirane, pol naknadno, ko naredimo buzero, to lahko damo parmezan čez, pa nam še dodaje dodatno noto. Pa ne bo nič narobe? Čist nič narobe. Čim več morate probavati. Mislim, da je čar kuhanja v tem, da ne delamo sem najboljših jedi, ampak da se vsak dan trudimo, da naredimo še boljše, kot smo jih prejšnji dan, pa da se tudi iz tega marsikaj naučimo. A obljubljam vam, sveto mediteransko četverico, oljčnim oljem, peteršiljem, česnom in vinom velikokrat ne boste zgrešili. Okusi Italije v Sloveniji. Na valu 202. O buzari sta klepetala Niža Borkovič in Luka Košir. Zimske olimpijske igre Milano Cortina. Gremo nazaj v Cortino, a ne še k alpski smučarki, pač pa k smučarskemu skakalcu. Anja Hlače-Ferjančič je po tekmi ujela Domna Prevca, ki je obrazložil, zakaj je ostal še nekaj dni na olimpijskih igrah in zakaj ima na bradi 2 šiva. Domen Prevc, zelo sem bila presenečena, ko so sporočili, da pridete v Cortino, da si boste vzeli po koncu tekmovanj še nekaj časa za obisk olimpijske Cortine, da boste šli tudi na biatlon pa na slalom. Kako to, da ste se odločili, da vam v bistvu toliko pomeni, da doživite še ta olimpijski duh in da vam to v bistvu daje več energije, kot bi vam dal počitek? Mislim, jaz če prišel domov tudi ne počival. Tako da v bistvu mogoče, da sem tle, da to doživim te olimpijske igre, tako se zagre, sem se pa odločil, da to bi tako najbolj, kar lahko naredim. In sploh se ne imam en kup dejavnikov, en kup stvari, ki sem jaz, cel ta scenarij, ki sem ga prvič predstavljal, sem bil tako, pisal se to pa dober. In dejansko meni je še veliko bolje, kad je bil prvi vtis, prva moja reakcija in kako se stvari odvijajo, ker Cortina je le nadgradnja predaca in da ne bi doživeli te nadgradnje, mi je bilo sigurno žal in nekako se mi zdi, da mogoče glih to videti druge športnike, gledati, opazovati, najdeš še kakšno inspiracijo, navdušenje, tudi pri sebi najdeš še kakšno nadgradnje, kar lahko vse narediš in se mi zdi, da bo to kar koristilo meni v prihodnje. Se torej polnite z olimpijskimi zgodbami? Pa ja, so olimpijske zgodbe, mislim, da kar ne samo mene, vse ljudi navdušujejo polne olimpijske igre, sem tak
poseben spirit, vibe. In nekako ta Italija, vsi vemo, da zna ta vibe, te emocije še bolj nekako usidrati v ljudi, prenesti. In to doživetje mislim, da težko dobiš drugače, kot pa da greš v živo to pogledati. Doma navdušujejo nas vaši rezultati, navdušuje me tudi vaš smisel za humor, predvsem do sebe znate biti zelo privoščljivi, ne? Zdaj se še vedno pogovarjava in imate obliž na bradi dvakratni olimpijski prvak in 2 šiva na bradi. Kaj se je zgodilo? Pa ja, je glih na odhodu, z obema torbama v rokah, rukzak, pa še spredaj nekaj. Sem hitel iz olimpijske vasi, ker jaz ne znam iti počas gleda. Pa sem se zafeclal v zalke in preveril, če je še asfalt trd z brado. Tako da sem v bistvu iz naše rezidence v olimpijski vasi, kjer sem imel tudi v pritličju polikliniko, sem samo zakorakal nazaj 20 korakov, se vlegel v ordinacijo, pa sem zrihtal, tako da zdaj sem dali že tle pač poleg 2 medalj še z 2 šivoma. Vsi želijo delček vas. Imate že kaj polno glavo ali še kar uživate? Mislim, jaz razumem, da vsi hočejo delček mene in nekako to pride zraven. In jaz pravim, to so res sladki problemi, za katere ne smeš jamrati. To so sladki problemi, ki ti v resnici omogočajo, da delaš, da se lahko ukvarjaš športom, pa da uživaš v tem, da imaš tak poklic. To je res, da si vzameš čas za ljudi, ki te podpirajo, ki so vedno s tabo, ki ti pripomorejo k uspehu. Se mi zdi, da je res najmanj, kar lahko narediš. Nekako je to mogoče trajajoče, moraš nekje meje, limite postaviti, sezono še imamo, ampak konec koncev se pa je zelo zavedam, da brez tega, brez teh ljudi, brez ljudi, ki bi ta šport zanimal, spremljal, ki bi uživali v njemu, tudi jaz ne bi mogel tako uživati, se s tem ukvarjati, pa tako imeti take kvalitete življenja, kot imam. Danes se boste srečali s Tino Maze, tudi 2-kratno olimpijsko prvakinjo. Tina je razmišljala, da se je morda premalo veselila svojih uspehov v času kariere, ne? Vedno je bila osredotočena potem naprej, pa eni kolajni že naprej na slalomski trening in podobno. Vi najbrž, da ne želite ponavljati teh napak. Morda je tudi vaš brat Peter delal to napako, da se je premalo veselil. Mogoče imam jaz to srečo, da meni je v bistvu veselje najbolj to, da nekaj dosežem, ta nagrada. Oziroma, meni je že veselje, ta zlata medalja na veliki napravi, da sem s takim skokom je dobil, meni je bilo to res taka nagrada. In mogoče nagrade, ki si jih jaz sam dajem, so res take, oziroma kako jih jaz dojemam, da si vzamem en popoldne zase za savno, za mrzlo vodo, da se odklopim, regeneriram. To me res napolnjuje. Pa mogoče kakšna vožnja po hribih, take stvari, no. Take stvari jaz vidim, ker mogoče se marsikomu se čujem zdi, pa včasih imam težave s tem, kdaj v večernih urah, ker ne pijem alkohola in mi ponudijo pir, pa zavrnem lepo, pa me sprašuje, kaj je zbolan ali kaj. In nekako ne vem, pač te stvari mene, ne vem, substance me nekako ne osrečujejo, me druge droge iz narave, pogledov, bolj se tega poslužujem in nekako to me najbolj napolnjuje, fila, se s tem najlažje nagradim. Sem pa že nekako razmišljal, ja, mogoče bilo fajn, da si najdem nekaj, da si mi malo bolj še usidra, malo bolj najdem, da je ta nagrada še bolj taka, da te malo bolj inspirira za naprej, malo več motivacije dan za naprej. In mogoče mi glih Tina Maze danes dala, ker še mi pameten nasvet za to. Samo ušesa me bodo, ko se spet slišiva, okej? Zmeni, ja. Anja pa se je po slalomu pogovarjala tudi z Ano Bucik-Jogan. Primorka je svoj zadnji olimpijski nastop končala na 24. mestu. Ana, nekako niste uspeli razviti hitrosti v finalni vožnji? Ne, mislim, da je bila to res ena mojih slabših voženj v zadnjem času. Ne vem, mogoče sem si želela preveč, nekako zadala preveč, pa sem zelo dobro pripravljena na te olimpijske igre, ampak kot že celo sezono govorim, zelo težko mi je na štartu dobiti tisti pravi občutek in pokazati to, kar kažem na treningih. To ni v bistvu noben izgovor, ampak nekako tista celota, ki sem jo dolga leta uspela sestaviti, mi letos nekako ne uspeva več.
Ja, pogovarjali smo se že večkrat na teh igrah, da ni nujno, da z izkušnjami stvar postane kaj lažja, ne? Ne, sploh ne, v bistvu toliko kot imaš izkušenj, ki lahko pozitivno vplivajo, imaš tudi tiste, ki so negativne. Teh je bilo žal v zadnjih letih zame kar veliko in zgraditi na novo samozavest in priplezati spet nekako na vrh je zelo težko in zagotovo mi je žal, da mi to ni uspelo. Želela sem si nekega lepšega zaključka olimpijskih iger, ampak tako se je pač išlo in to je treba sprejeti. Ja, športniki morate tako ali tako zelo hitro predelovati stvari, ne? Ampak vseeno so to vaše zadnje olimpijske igre. Ko boste čez leta gledali nazaj, že samo dejstvo, da ste bili olimpika, vam bo najbrž da nekaj pomenilo. Kaj si boste najbolj zapomnili z teh iger? Ja, zelo težko bom rekla, da zdaj trenutno nekaj pozitivnega potegnemo. Tu še vedno nisem prišla samo nastopati, želela sem si dobrih rezultatov. Posebno je pa to, da imam pač prvič na olimpijskih igrah s sabo svojo družino in tudi nekaj najboljših prijateljev, tako da to je neka posebna izkušnja in res sem vesela, da smo lahko tudi to delili skupaj. Ana, vseeno ste eden glavnih obrazov slovenskega alpskega smučanja v tem času. Kaj se je dogajalo z alpskimi smučarkami in smučarji na teh olimpijskih igrah? Vem, da težko govorite tudi za druge, ampak vseeno vas prosim za neko oceno. Zelo v bistvu slabi rezultati, veliko razočaranj. Ja, prva stvar je zdaj, mogoče najlažje komentiram res ta ženski del, ki mi je bolj blizu. Že kot ekipa smo prišle precej manj močne kot na tekme v Pekingu, ja, praktično tam smo bile 3-4 punce pripravljene se boriti za medaljo. Letos sem nekako jaz bila najmočnejše orožje, pa precej v slabši formi kot 4 leta nazaj. Tako da dejstvo, da trenutno še s tem, ko so manjkali Andreja in Neja, nimamo tako močne ekipe. Seveda tudi rezultatsko potem si ne moramo toliko obetati. Jaz upam, da so te igre zadnje, da mogoče nismo smučali tako močni in da bodo v 4 letih zgradili spet močnejšo reprezentanco. Verjamem, da jo bojo. In včasih mogoče te neuspehi bolj pokažejo, kako ni kar tako v bistvu biti uspešen. Tako da nekako je treba to sprejeti, tisti, ki so za to odgovorni, nekako narediti načrt za naprej in jaz upam, da bojo na naslednjih igrah bolj uspešni. Odgovorne bomo seveda tudi vprašali to. Vam pa zaenkrat hvala in srečno. Najlepša hvala. Še k 16. mestom v slovenski odpravi brez finala sta ostali obe slovenski dvojici v ekipnem sprintu tekačev, ženska dvojica Mandlc Medja in moška Šiment Štern sta za eno mesto zgrešili uvrstitev v finale. Nejc Jemec se je po kvalifikacijah pogovarjal z Miho Šimencem. Težko je, ja. Mislim, na tej hitri progi odločajo malenkosti, detajli, predvsem dnevna forma tudi in pa splošno stanje telesa, tako da, ja. Pred začetkom sem se pogovarjal z navijači, konkretno imate podporo tudi na tribunah. Kaj pomeni, ko veste, da niste sami? Ja, absolutno. Sploh za šprint mi je bilo nekaj neverjetnega, ker sta prišla moja sinova in pa žena. Seveda tudi ostala cela družina, brat, sestra, oče, mama. In res sem ponosen, da sem pač uspel pokazati, kaj sem celo življenje delal, kaj praktično delam vsak dan, da so me videli. Verjamem, da so bili ponosni, sigurno bolj veseli kot jaz. Ja, danes je pa tukaj še tast in pa kar nekaj poznanih iz Slovenije, klubskih kolegov, tovarišev, tako da res sem vesel za tako udeležbo iz Slovenije, tako podporo tukaj. Čeprav niso rezultati najboljši, nismo tako kot skakalci, prihajajo, nas navijajo za nas in res hvala jim za vso to podporo. Če kdo ta krog ljudi ve, čemu se morate odreči, kako se trudite za te rezultate? Ja, če kdo ta krog to ve, res. Predvsem moram se zahvaliti ženi, ker je bila toliko potrpežljiva tukaj. V bistvu me recimo, da več kot tretjino leta ni doma. Ko pa sem doma, mora biti vse meni prilagojeno, treningi, spanje, hrana. In ja, moram se res zahvaliti, da je uspela vsa ta leta z 2 otrokoma me podpirati, biti moj steber in tudi vsi ostali v bistvu okrog, tako da jaz sem res vesel za to. Miha Šimenc, po današnji tekmi bo to konec teh olimpijskih iger za vas? Ne, sigurno imam še 50 v glavi in ja, to bo zadnja moja olimpijska tekma v karieri.
16. mesto pa tudi za biatlonke v ženski štafeti. Slovenke so morale 6-krat v kazenski krog, ob tem so potrebovale še 11 poprav. Tomaž Langerholc se je po tekmi pogovarjal s Polono Klemenčič. Polona Klemenčič, kje bova začela? Ne vem, kdaj ste, verjetno tudi sami se ne spomnite, kdaj ste na štafetni tekmi šli 4-krat v kazenski krog. Kaj je bilo na tem zadnjem streljanju? Jaz mislim, da sploh nikoli še nisem šla v 4 kazenske kroge na stoji. Ne vem, res ne vem, kaj je šlo narobe. Jaz sem prišla, se postavila, streljala. V bistvu, ko sem videla, da ne padajo, mi ni bilo nič jasen, sem popravljala položaj, čakala. Ampak žal niso padali, tako da sem mogla 4-krat v kazenski krog in mi je res žal. Zato, ker sem v bistvu pokvarila rezultat. Ampak žal tako je. Ampak ko ste prišli na streljanje stoje, ste se celo borili za uvrstitev med 10-terico najboljših. Jaz sem se na progi dobro počutila, ko sem štartala in sem lovila ostale tekmovalke. Tudi na leže sem dala 0, tako da sem prišla do 10. mesta, ampak potem pa polom, ne morem drugega reči. Ko se niso padla, res sem se trudila, ampak ne vem, pretrdle noge, mogoče prehiter, ampak nisem izdelala, da bi na progi šla prehitro, ampak ne vem, bomo videli, kaj bojo trenerji rekli. Povejte, imate še kaj optimizma, do petka zvečer morate čakati? Imate kakšne informacije, da bi kateri potrebujete 2 tekmovalki, da bi odpovedali nastop? Kaj pravite o tem? Ne, jaz nimam nobene informacije. Vem, da sem druga rezerva za Maštart, ampak so le olimpijske igre, tako da majčkeno dvomim, da bi kakšno odpovedala. Ampak jaz čakam do sobote zjutraj, ko ostale ekipe potrdijo, če so vse tekmovalke na štartu. Hvala, srečno. Hvala. Hvala za vašo pozornost. Do limita bo z vami še naprej vsak dan 25 zimskih olimpijskih iger. Uživajte, se slišimo. Do limita.